Lep pozdrav. Danes se je zaključila prva etapa v tritedenskem pogajalskem procesu za sestavo nove vlade. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim vsem, ki so izkazali pripravljenost za pogovore za dobro Slovenije in se na koncu, kot smo danes ugotovili, tudi strinjali o ključnih prioritetah za Slovenijo v prihodnem dveletnem obdobju. Ne lahko rečem, da so bila pogajanja zahtevna, da so bili koalicijski partnerji korektni, da so bili težki pogajalci in da smo se na koncu uspeli uskladiti v teh temeljnih, ključnih izhodiščih, s katerim želimo Sloveniji povrniti zagon in v bistvu razvojni cikel obrniti navzgor. Lahko izrazim tudi zadovoljstvo, da so bila ta pogajanja ustrezno vodotesna. Namreč veliko stvari so se predsedniki strank, pa tudi ostali, medsebojno usklajevali in kljub temu, da je bilo kar nekaj ljudi vključenih iz 4 strank, v bistvu te ključne dileme in ta ključna vprašanja se niso reševala pred kamerami, ampak skupaj z ostalimi potencialnimi bodočimi koalicijskimi partnerji v pisarnah oziroma v sejnih dvoranah. Danes je svojo odločitev izrekel tudi svet Slovenske demokratske stranke. Odločitev je bila soglasna. 219 delegatov je danes od 219 prisotnih potrdilo koalicijsko pogodbo in s tem tudi pristop ali pa dalo soglasje za pristop Slovenske demokratske stranke k tej novi koaliciji. Kot sem prej povedal, je to zgolj prvi korak v oblikovanju nove vlade. Zdaj so se stranke programsko uskladile, se dogovorile o ključnih izhodiščih. Pred nami sta pa še dva pomembna koraka. Najprej glasovanje o mandatarju, torej dejansko glasovanje v državnem zboru. Tu računamo na bodoče koalicijske partnerje, da bodo tiste podpise, ki bodo zagotovili pod predlog mandatarja, hkrati udejanjili tudi pri samem glasovanju v državnem zboru. In potem še v nadaljevanju glasovanje o novi vladi Republike Slovenije. Torej potem, ko bo predsednik vlade predlagal tudi ministrsko ekipo in ko se bodo zvrstila zaslišanja bodočih oziroma kandidatov za ministre, tudi glasovanje o njihovi ustreznosti za vlado Republike Slovenije. Slovensko demokratsko stranko zanima samo večinska vlada, pripravljeni smo delati samo kot večinska vlada s polnimi pooblastili in s polnim opolnomočenjem za večinsko sprejemanje ukrepov, ki so potrebni za razvoj Slovenije in glede na trenutne razmere in glede na nekakšno pad pozicijo vlade v odhajanju in prepočasno ukrepanje si tudi želimo, da čim prej pride do drugega in tretjega koraka, torej da glasovanje o predsedniku, torej mandatarju za sestavo vlade in tudi o ministrski ekipi. Tako da strani sveta, torej organa, najvišjega organa med kongresoma stranke je bila danes sprejeta ta odločitev. Sedaj je postopek v rokah drugih, najprej v rokah predsednika države, da predlaga, potem pa naprej se stvari začnejo odvijati v državnem zboru. Toliko kratka izjava, če so še kakšna vprašanja. Gospod Logar, med Tomaž televizije Slovenija. Kar se tiče morda koalicijske pogodbe, če lahko poveste nekaj vsebinske obrise, zdaj smo imeli nekaj neuradne informacije, in pa kar se tiče kandidatov za ministrsko ekipo, menda ste imeli tudi vi. Zdaj, kar se tiče koalicijske pogodbe, o tem bojo tisti, ki so služba za odnose z javnostmi in tudi mandatar za sestavo vlade podrobno predstavil v prihodnjih dneh, tako da v tem trenutku mislim, da ni potrebno posebej predstavljati. Kar se tiče pa kandidatov, je pa še vedno stvar to
tudi predsednikov strank, da se uskladijo o posameznih imenih. Osebno kot poslanec bom podprl vse kandidate, ki jih bo mandatar predlagal v izvolitev v državnem zboru. Ste tudi vi torej eden izmed teh kandidatov? Kot sem rekel, je to stvar usklajevanj in še enkrat podprl bom kot poslanec vse kandidate, ki jih bo gospod Janša predlagal kot kandidate SDS za državni zbor oziroma za ministrsko mesto. Zdaj, kako trdno koalicijo pravzaprav napovedujete? Nekako vemo, da je vse stranke so se odločile, da stopijo v to koalicijo. Nekako bode v oči Nova Slovenija, kjer je bilo precej članov torej vzdržanih. Kako to komentirate? No, kolikor vem, je velika večina članov podprla koalicijsko pogodbo in tudi vstop v vlado. Glede na to, kakšne pritiske so bili posamezniki in stranke deležni v času teh pogajanj, verjamem, da je to samo utrdilo koalicijske partnerje, ker verjamem, da so se zavedli, da Slovenija potrebuje nek širši dialog in recimo malce bolj umirjeno stanje na političnem področju. To bomo dosegli samo takrat, kadar bomo dejansko te sklepe ali pa te cilje, ki so zapisani v koalicijski pogodbi, pripeljali v življenje in ko bodo državljanke in državljani te ukrepe tudi čutili kot izboljšanje svojih pogojev za življenje, ustvarjanje, razvoj in tako naprej. Še kakšno vprašanje? Ja, katera so tista področja, ki se jih boste najprej lotili kot nova vlada? Kaj so tiste prioritete, ki so verjetno zapisane tudi v koalicijski pogodbi? No, saj te stvari so več ali manj splošno jasne. Zdaj imamo neko krizo, ki močno trka na vrata na področju zdravstva. Zamujeno je bilo veliko časa pri pogajanju o novi finančni perspektivi, pred nami je predsedovanje. Skratka, kar nekaj trdih orehov, ki jih bo treba takoj se lotiti in streti in verjamem, da ekipa, ki je pripravljena sestaviti vlado, kljub, se pravim, tako vihravim ali pa viharnim odzivom v javnosti, se ne bo strašila teh izzivov v prihodnje. Kot sem rekel, to je večinska vlada. To ni vlada, ki bi bila sestavljena samo zato, da neka druga vlada ne bi bila sestavljena, ampak to je vlada, ki ima zelo konkreten program in ga namerava tudi uresničiti. Vsake pol leta pa bo tudi koalicija preverjala, kako daleč je uresničevanje koalicijske pogodbe in na ta način v bistvu tudi dajala večje pospeške na posameznih področjih, kjer bodo morda zaostanki. Mogoče samo še časovnica, kdaj lahko pričakujemo za prisego? Tu pa kot predsednik sveta nimam nobenega vzvoda, da bi kakorkoli pohitril. Kot sem rekel, mi si želimo, da bi ravno zaradi okoliščin čim prej imeli polno pravilno vlado, tako da apeliram na vse, da v bistvu čim prej naredijo tisto, kar je v njihovi moči, da se postopek pospeši. Še kaj? Najlepša hvala. Hvala vsem za udeležbo. Lep dan še.